Občina Sveti Tomaž je ena manjših slovenskih občin, ki je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Ormož. V 17 naseljih živi 2100 prebivalcev, delež mladih v strukturi prebivalcev med 15 in 29 letom predstavlja 19%. Občina je zlasti med mladimi prepoznavna tudi po svoji zimski ponudbi, saj je ena izmed redkih v regiji z urejenim razsvetljenim smučiščem, umetnim zasneževanjem in delujočo sidrno vlečnico na globokem klancu, Hranjigovcih. Domačinki Lea in Mateja sta uspešno zaključili iskanje zaposlitve. Lea v občini Ormož, Mateja pa v Evropski prestolnici v Bruslju. Kako je z organiziranostjo mladine v občini Sveti Tomaž? V občini Sveti Tomaž smo v bistvu organizirani znotraj različnih društev. Konkretno zdaj enega samega društva za mlade ni oziroma ni organizirano. Mladi vseeno se na nek način vključujejo v različna društva, torej od gasilskih društev do kulturnega društva, do športnega društva, znotraj katerega deluje več vrst sekcij. Turističnega društva v glavnem so zelo aktivni, ampak po posameznih področjih. Vseeno, glede na to, da smo mala občina, nas je malo in pogosto se zgodi, da tisti, ki so aktivni na večjih področjih. Ti osebno? Sama osebno se nekako najbolj opredeljujem znotraj v bistvu kulturnega društva. Največ stvari se mi zdi, da zdaj sem delala prav v sklopu tega, od vodenja različnih prireditev do v bistvu pisanja scenarijev za različne proslave občinske ob določenih kulturnih praznikih. V določenem obdobju tudi sem sodelovala v dramski skupini. Tako da, tako bom rekla, to je v bistvu bolj moje področje. No. Sem pa bila dejavna tudi v sklopu športnega društva, torej v sklopu konkretno strelskega društva. Pa širom se v bistvu tudi vključujem v društva bivše občine Ormož. No. Pa mislim, da je predvsem mladih tudi, ki se na nek način vključujejo tudi v druga društva, no, niso opredeljeni in omejeni zgolj na našo občino. Se mi zdi, da je bilo sploh v obdobju mojega osnovnega šolanja, torej pri osnovni šoli Sveti Tomaž, bili smo zelo povezani. No? Tudi osnovna šola je bila zelo povezana z vsemi društvi. Z strelskim društvom, pa zelo povezana s kulturnim društvom. In na nek način smo se otroci, tako bom rekla, prepletali. No? Delovanje šole se je že samo prepletalo z delovanjem recimo kulturnega društva in na tak način dejansko sem ostala v tem. No? Vedno več mi je to pomenilo, nekako sem se tudi našla v tem, zato predvsem. No? Pa se mi zdi, da več stvari kot je bilo, lažje sem vse organizirala in ni mi več to predstavljalo pač nobenega problema, ampak zadovoljstvo. No? Kako pa je s službami za mlade v občini, po tvoji oceni opaženih? Glede na to, da smo mlada občina, pa mala občina, pa glede na to, da vsi vemo, kakšno je pač stanje trenutno v naši državi, mislim, da pri nas ni nič drugače. No. Kvečemo še mogoče nekoliko slabše, vseeno nimamo nekih gospodarskih panog razvitih, da z tega vidika, glede tega ni neke prihodnosti tu pri nas, pa tudi mladi izobraženci nimajo institucij, znotraj katerih bi delali. No. Tako da položaj mladih, kar se tiče zaposlitve, je dejansko slab. Ti si dobila novo zaposlitev? Točno. Sama sem skoraj v občini. Skoraj v občini, no, torej v bivši občini, ampak glede na to, da vseeno so to institucije, ki sodelujejo znotraj vseh teh naših malih občin, mislim, da dejansko je to tudi zaposlitev, ki na nek način bo prispevala za dobrobit ljudi tudi znotraj naše občine. No. Je bila tvoja želja, da ostaneš v domačem kraju oziroma blizu domačega kraja, ali je pač tako naneslo? V bistvu je bila moja želja, da ostanem doma, da ostanem v bistvu v bližini. No. Čeprav, če ne bi konkretno bilo te priložnosti, bi se podala v svet. Bi šla iskat gotovo zaposlitev tudi drugam, oziroma sem jo tudi že iskala, ker pa pač tako naneslo, sem vesela, da ostajam tu. Zakaj pa si želela ostati doma? Meni vedno ob takih vprašanjih
pride na misel citat našega Frana Ksevermeška, našega pisatelja, pesnika, ki je v bistvu napisal, dežela čudovita kakor iz lepih sanj, tista moja domovina tam doli, naše Slovenske gorice. Se mi zdi, da sem ravno preko vseh teh zadev, ki sem jih delala v sklopu kulture in vsega tega, tako zelo ponotranjila vse te zadeve in sem tako se čutim, sem tako domoljubno, sem rada doma, pa se mi zdi, da če greš v svet, če se nekje izšolaš, če dobiš priložnosti, je fajn, da mogoče znanje, ki ga imaš, ki ga pridobiš, vseeno prineseš domov, prineseš ljudem, ki ostajajo tukaj in skušaš na nek način prispevati k temu, da se vseeno določena področja razvijajo v smeri, ki je dobra za ljudi, tako bom rekla. Jaz rada rečem, da nam manjka, temu bi rekla, mogoče kapitala množice, vseeno, da bi se znotraj večje skupine ljudi našli tisti, ki bi bili vseeno somišljeniki glede neke stvari, tudi recimo glede mladinskega društva. In tu nas manjka, tu se razpršimo. Tako da, ravno to je verjetno razlog, zaradi česar se ne formiramo v neko celoto. Mateja Munda iz Svetega Tomaža je po končani ormoški gimnaziji nadaljevala študij iz mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede z izmenjavo na Univerzi v Amsterdamu in pozneje podiplomski študij v Utrechtu. Danes je pravna svetovalka v Evropski komisiji na Direktoratu za humanitarno pomoč in civilno zaščito. Mateja nam je predstavila svojo zanimivo izkušnjo, svojo pot v iskanju zaposlitve v domačem okolju in razlogih za delo v tujini. Delno, mogoče zaradi lastne izbire, ker sem vedno rada živela na tujem, se učila nove stvari, kako sem si zastavila kariero na način, ki je zelo odprt. Po drugi strani, vse delno, pa je to tudi splet okoliščin. Preden sem dobila službo tukaj, sem živela doma leto dni in aktivno iskala službo, ampak neuspešno. Tako da, splet okoliščin. Prva priložnost, ki se je pojavila, je bila tukaj. Je pa res, da sem pač aktivno pošiljala prošnje vse povsod, tako doma, kot pa na tujem. V Sloveniji, širše gledano, v Sloveniji bi rada verjela, da bi ena oseba z mojo izobrazbo dobila priložnost, da dela pozitivno in da prispeva k splošni dobrobiti družbe in tako naprej. Mislim, kot ena mlada oseba, ki je pravkar zaključila študij, z določeno mero izkušenj, tako doma kot v tujini, jaz bi želela verjeti, da je možnost tudi doma, oziroma morala biti možnost tudi doma. Zdaj, koliko je to realno, pa vprašanje. Kaj menijo o slovenskem podpornem okolju za mlade iskalce zaposlitve? So mladi dovolj ambiciozni, proaktivni pri iskanju svojih priložnosti? Po moje je problematika dvostranska. Po eni strani so mogoče mladi premalo samoiniciativni, premalo angažirani, premalo znamo izkoristiti možnosti, ki so nam dane. Se pravi, ni vse samo na tem, da ti nekdo ponudi nekaj in da ti sprejmeš, ampak da dejansko veš proaktivno poiskati možnosti tam, kjer tiste možnosti so, pač glede na tvoje področje. Zdaj, po drugi strani, občine kot take pa mogoče ne razumejo čisto popolnoma problematike mladih in pač težavno je, recimo, včasih ne zaradi pomanjkanja razumevanja, ampak tudi zaradi omejenih možnosti, tako finančnih, kadrovskih, velikosti občine in tako naprej. Zelo malo občino je verjetno res težavno ponuditi možnosti vsem mladim, ki na določeni točki iščejo zaposlitev. Situacija v Sloveniji ni rožnata, delovnih mest ni obilo in niso zelo diverzificirana. Je odločitev za vstop v podjetništvo morda primerna rešitev? Glede na svoje možnosti, ki jih imajo, se razume seveda, da se ne da generirati delovnih mest z enega dneva na drugega, ampak po mojem bi bilo zelo pozitivno, da se ljudi spodbuja, da postanejo sami podjetni. Se pravi, da če imaš določeno število mladih ljudi, ki trenutno ne delajo, so nezaposleni,
jim je potrebno prvič zagotoviti v redu neko stabilnost, po drugi strani pa jih spodbuditi, da sami začnejo razmišljati o tem, kako lahko sami sebi ustvarijo nove možnosti. Se pravi, ali to pomeni neko turistično dejstvovanje, izkoristiti lepote, ki recimo pri Lekiji jih je ogromno, prodaja vina, prodaja biološko pridelane zelenjave, obstajajo možnosti, ampak je samo potrebno mogoče začeti razmišljati malo izven okvira. Začeti razmišljati na malo drugačen način, na način, da pač se ne pričakuje, da ti nekdo nekaj da, ampak da če tega ni, da si samo ustvariš možnost. Tako da to ne bi bilo potem dobro samo za mlade, ampak tudi za občino kot tako. Zaradi tega, ker samo na tak način potem občina raste in cveti. Tako da, po moje v tem kontekstu, dan današnjem, je to rešitev. Podjetniški duh. Kakšen delež občinskega proračuna namenjate v občini Sveti Tomaž za delovanje mladih oziroma za mlade nasploh? Mladi so tisti, ki so pravzaprav največji potencial vsake občine in tudi v naši občini lahko rečem, da je ta delež dokaj primeren glede na število prebivalcev, predvsem pa glede na proračun, ki ga imamo. Kot že rečeno, naš proračun je težak nekje 1 700 000 evrov, se pravi 1% od tega gre neposredno za spodbujanje mladih na različnih področjih družbenega življenja, ali je to športno, kulturno ali drugo. Vsekakor pa je to področje, ki pokriva društveno delovanje vseh mladih. Prej ste dejali tudi, da imate spodbude za novorojenčke. Res je, kar nekaj let, kar smo samostojna občina od leta 2007, sedaj zadnje 3-4 leta smo sprejeli odlok, s katerim nekako spodbujamo vse tiste, ki nekako prispevajo k naši rodnosti v naši mladi občini. Vsak novorojenček v naši občini prejme 200 evrov. Zavedamo se, da to ni neko premoženje, je pa ena pozitivna gesta, ki mislim, da jo naši občani, nove mamice in očetje zelo lepo sprejemajo. V zadnjih časih, predvsem tistih nekaj 2-3 let, opažamo, da se trend tistih, ki ostajajo oziroma iščejo zaposlitev v tujini, povečuje. Večkrat sem že tudi javno povedal, da se nam nekako vračajo časi 60-70 let, ko smo bili priča naših številčnih zdomcev, ki so praktično iskali kruh v različnih evropskih in tudi izven evropskih državah. No, ta trend se v teh zadnjih letih povečuje, se zopet približujemo tistemu načinu življenja, se pravi golemu preživetju nekje izven Slovenije, kar je zelo žalostno. Vsaka država bi morala poskrbeti za svoje prebivalstvo in mladi za svojim znanjem, velikim znanjem, z izredno velikim potencialom, kar se tiče poklicov, ki kotirajo visoko, tudi za ne samo za diplomirane inženirje, tudi za magisterije in pa doktorate, odhajajo v tujino kot navadni delavci. To je tisto, kar je zelo boleče, kar je nesprejemljivo in tu bo potrebno v prihodnosti narediti korenite spremembe. Zavedamo pa se, da smo občine kot takšne, posebno mi v teh manjših občinah, povsem nemočni, da bi karkoli lahko spremenili. Lahko rečem, da je ta odločitev iti na svoje, kot radi rečemo, predvsem na periferiji precej bi rekel nizkem procentu. Nažalost je nekako v prevladi še vedno strah, ne bo uspelo, ne bo šlo. To nam pričajo tudi razni razpisi, ki jih imamo za spodbujanje drobnega gospodarstva, tudi dopolnilni dejavnosti na kmetiji. Ne smemo pozabiti na vse zadnje, da je naše področje bolj ali manj kmetijsko. In tudi zaradi tega smo se odločili, da poskušamo preko teh spodbud opogumiti naše mlade, da bi si začeli ustvarjati svoje življenje na svoje. No, ti primeri so zelo redki, smo praktično komaj na začetku in upam, da bo tudi država, zopet smo tam, kjer sem že prej omenil, naredila tisto, kar je najbolj pomembno, da bo mlad človek imel cilj in pa smisel nekaj takega narediti na tem našem področju. Samo govoriti in se prepirati, kot smo danes pričali v tej naši ljubi slovenski politiki, je mnogo premalo in čas je, da začnemo vsi malo bolj resno razmišljati.
Mladi danes, še posebej v manjših krajih, težko najdejo zaposlitev. V občini Sveti Tomaž tako razmišljajo v smeri dopolnilne dejavnosti na kmetijah in razvoju turizma. Svoje priložnosti pa mladi najdejo v večjih sosednjih občinah. Dobro izobraženi kadri, vešči tujih jezikov, svoj strokovni izziv in delo poiščejo tudi v tujini. Žal, mnogi potem tam ostanejo in se le redko vračajo v svoje domače okolje.